Fras in Medvard in Fras in Medvard show. In v tem studiu lepo pozdravljava humor na dveh nogah. Včasih, mislim, da ob sredah, na treh. Tine Križanič, Tine, lepo zdrav. O, Tine. Zdravo, zdravo. Si gledal fuzbal? Če sem gledal. Ja. Špilo. Še nemško si govoril, ne? Ja, javol. Okay. Čuj, Fras? Ja? Marjan sedi za šankom, malo bogi žene. Rekel kelner si: Marjana, jaz te ljubim. Ja, kaj pa tvoja žena? Ona pa mislim, da te ne ljubi. Fak sem vedel. Jaz tudi. Zakaj? Pa Marjan, pa Marjana, stavim res. Super, hvala Tine. Hvala. Vidim, da si začel poštevati navodila, ne? Da res mora biti slabo. Tinetov res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Ja, glejte ga. Jazbeca. Ja, Križaniča Velike. malega. Oziroma mlajšega. Dajmo tako reči, ja, mlajšega. Zdravo, profesor mlajši. Zdravo. Kaj imamo? Zdravo. Mamo. Danes ne gremo v 80-ta kot ponavadi, Okay. ampak gremo... Točno 80. Ne, gremo... Ko sem prebral, ki me kap skoraj trofla. Ja, zdaj Vidim, da mislim, se te te je. drži. Se spomnita vidva hita Crazy Gnarls Barkley. Ja. Ja. Kaj mislite, koliko let nazaj je bil na prvem mestu? Ta hit. Crazy. Enih 22. Čakaj. A pa ne, čakaj 25. Razvem. Ti si še bolj nor kot jaz. 20 let, pa sem imel kak 20 let, če pa sem zdaj poslušal. Ja. 20 let je že od Crazy Gnarls Barkleyja. Ja. Gnarls Crazy, Barkley, ki seveda ni človek z imenom Gnarls in priimkom Barkley, ampak sta to CeeLo Green in Danger Mouse. In duo se imenuje Gnarls Barkley, ki mesta vzela po Charlesu Barkleyju. Fraz, kdo je Charles Barkley? Ne vem. NBA, Gost. kaš, nekdan. Super. A tako Čestitke. mad bomo danes poslušali. Tako mad bomo danes Pač kaj se menimo, ja. Je pač kaj se Ja, meni. no, ja, dobro. Smisla, imaš kakšne posebne informacije, zdaj pa navezuješ. Ja, imam, ja. No, daj, izvoli. Ja, da je takrat 20 let nazaj za 9 tednov prišla na vrh lestvica. Je pa se to zgodilo prvič, da je na prvem mestu bila pesem, ki ni bila izdana v fizični obliki, ampak so šteli samo downloadi. Aha. Po 9 tednih na prvem mestu sta ga CeeLo in Danger Mouse sama vzela iz pač odkot že online trgovin, zato ker nista hotela, da se ljudje naveličajo, in jaz bi rekel, da sta malo prepoznali. Malo pa sta res zamudila, ja. Postal je tudi single leta 2006, dva Grammyja sta tudi dobila, sta pa mesec dni nazaj končno izdala tretji album, imenovan Atlanta. Prvi single se imenuje Pictures, ampak do Crazy bo ta še malo rabljana. Okay. Tako da gremo 20 let nazaj. V 26. Poznata te članke z naslovi Ta 3 horoskopska znamenja bodo letos obogatela. Ja, Ne? Ali pa ti 2 znameni čakajo hudi meseci in podobno. Ne? No, in v teh člankih nikoli ni ovna, ki sem jaz, nikoli ni strelca, ki je Tomaž. Ja, res je. Okay. Do danes, draga Anja in Tomaž, ne samo, da je v članku oven, ne samo, da je v članku strelec, v članku je tudi lev, ki si ti, Anja.
Ja, o čem pa je članek? In to še ni vse. Kam prehitevaš? Ja, ne vem, kaj ploskama. Za ta 3 naša znamenja so napovedane dobre stvari. Izgubili boste službo. Ne, od jutri naprej, pravijo, bo energija na nebu boje surova, neposredna in skoraj neukrotljiva, in to za ovne, strelce in leve pomeni, da nam bo sreča od jutri naprej še posebej naklonjena. Wow. Jutri novo življenje, nova služba, novi avto. Ja, vrezani bomo vsi. Super. Vrhunsko. Te pa gremo hitro dan spat, da bo že jutri. Ja, hitro, adijo. Anja, Marko in Tomaž smo v tem studiu. Lepo zdrav. Zdravo. Na terenu, nekje zunaj pa Matic Jeger. Halo, Matic. Fras Medver, ali vidva veste, da bo naslednji teden v Mariboru eno ogromno športno tekmovanje, kako točno pa Tomaž Barada, organizacijski vodja, pa tudi predsednik Evropske tekvando zveze. Ja, torej v Mariboru gostimo Evropsko prvenstvo v tekvandoju, za katerega lahko z veseljem povem, da imamo 34 držav, da bomo imeli tukaj 1500 udeležencev, vse skupaj 966 tekmovalcev, tako da sem na to zelo ponosen in lahko rečem, da se Maribor vrača tekvando v mesto, kjer je tekvando doma in imamo kar nekaj prvakov, tako da sem na to seveda zelo, zelo ponosen. Ali je v reprezentanci tudi Tomaž Medver, ki ima črni pas v tekvandoju in zakaj ne? Ja, torej jaz smo reči, da smo imeli 2 kandidata, kar se tiče reprezentance, torej Tomaža in Dejana. Je pa res, da ne vem, sta na koncu se sama poškodovala med sabo, bila sta na listi, vse do zadnje prijave, ko se Dejan najprej naredil korak nazaj, veš kaj, jaz pa imam malo težave, upam samo, da bom ponedeljek lahko še prišel na otvoritev. Kar se pa Tomaža tiče, pa je tudi v zadnjem času z nekimi težavami kolena, hrbta, odpovedal tekmovanje, ampak bila sta pa na listi strelca. Slabo, Medver, slabo. Toliko zaenkrat, več pa v novicah. Kaj s tem Jegrom? Kaj slabo? Če se poškoduješ, se pač poškoduješ. Treningi so bili naporni. Ne? Ja. In starejše telo včasih vsega ne zdrži. Lahko pa bi se malo po Lindsey Vonn zgledovala, ne, recimo. Lahko res, malo stisnila, pa bi šla. Res je, ja. Ampak ona gre s helikopterom iz Amerike sem v bolnico, recimo. Ne? Ja, mogoče biti. Ja, se pa bolnica je tu blizu. Ja, ne to tako, jaz rabim. Ok. Izgovori. Kaj Jeger še prije na radio? Ne, dopustno. Lega svinja. Ok, nastavo, ja, ja. Pa lepo sklizno na dopust. Ja. Dobre, Jeger, se, ko priješ nazaj, še vedno nogo dvigno. Te lahko malo počoham, ne? Po tudi oranžni bradiki. Kdor ima čas, voljo, možnost in vest, ja. Da pride to soboto 11. aprila ob 9. zjutraj v Maribor, vabljeni, vsi skupaj, vabljena, vabljen, pridite. Ja, namreč mestna občina Maribor leto že 8 leto zapored organizira čistilno akcijo Moje odpadki, moja skrb, to soboto torej ob 9. Zbirna mesta pa so objavljena na spletni strani občine Maribor.si. Tako, nekaj več na to temo pa še dodaja Irena Bartok iz javnega holdinga Maribor. Postavljena bodo znotraj mestnih četrti zbirna mesta za mešane komunalne odpadke in ločeno za zeleni obrez. Snaga bo tudi letos, tako kot vsako leto, zagotovila vrečke in rokavice, torej za občane, ki bodo lahko dvignili na svojih mestnih četrteh oziroma krajevnih skupnostih. Ob tem velja poudariti, da je torej to dan čiščenja in pobiranja odpadkov iz narave. Torej nikakor ne iz garaž, iz podstrešij. Ja. Ne, da ne bi kdo planiral. Ne kosovnih odpadkov, nekih zdaj vlači. Pa kleti luftav, ne slučajno. Ja. Lejte, tu še pa toliko noter smeti. Pa da ne bi metal kdo skozi okno v naravo. Slučajno, ne? Ja. Ok, to soboto, torej 11. aprila ob 9. Ja, pridite pucat. Če gremo malo nazaj, v leto 93, takrat sem jaz bil star 10 let. Kaj pa ti, Marko? 2. Kaj pa ti, Anja? -5. Tako pozno si se ti rodila. Ja. Ok, zanimivo. Sicer leta 93, če se malo ozremo nazaj,
Ne vem, če ste vedeli, ampak točno tistega leta se je začel festival Lent. A res? Ja. Res. Nekaj največjega, kaj je naše mesto dalo iz sebe. Ne? Dejansko, poleg fuzbala. No, če si že pri fuzbalu, takrat je tudi tistega leta, 9. maja v Ljudskem vrtu, bil odigran mestni derbi, ki bi si ga še kako želeli, po vzoru recimo teh velikih mest evropskih. Maribor Branik proti Željotu. 2-1 je zmagal Maribor. Si bil na tekmi? Ne bi rekel. Ne spomnim se, no, ampak ne spomniš se teh mestnih derbijev od takrat? Ne. Bi se, če bi bil, po moje. Mislim, dosti se spomnim, te pa ne. Mogoče nisem bil, no, zna biti. To sta zdaj dve stvari. Recimo, takrat se je tudi začel postopek denacionalizacije poslopja velike kavarne na glavnem trgu. Ogromno, ne? Nekih stvari je bilo, ja. Par leto. Ja, kar pestro, ne? Ja. Ko je bil Fraz 2, vidiš, kako so delali, ne? Sicer pa, zakaj leto 93? Zato, ker je takrat recimo pa nastal ta čudovit hakl od Brana Adamsa, Please Forgive Me. Feels like a first night together. Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo zdrav. Zdravo. Anja, ali si ti kdaj bila lastnica kasete? Ja. Kaj si imela gor? Same neke slovenske glasbenike, mislim, da od Alje. Arja pa mislim, da tudi Bebop, Top, Game Over. Na kaseti? Ja. Svetovno. Tako se še spomnim. No, vidiš, tako da, čeprav si kar precej mlajša, pa nisi tako mlada. Še te je zahaklalo. Ja, me je, ja. Tako da še malo, pa te bo križ bolel. Če te gledaš, Fras, ti si imel kdaj kako? Ja. No, ampak edina, ki se spomnim, ni za veter, ker je krajcem kratek čas, ko so smešne. Ja. Od tam si dobil ti navdih, ne? Potem, da si so življenje potem dalje bil humorist. Tako, ja. Lepo, seveda tudi jaz sem imel ogromno kaset, imam jih še zdaj. Zakaj kasete? Zato, ker včasih, v tistih časih, ko sem jaz bil mali, je bilo imeti neki super komad na kaseti. To je bila znanstvena fantastika. Odkje je to dobiti? Ne? In edina opcija je bila, da si sedel poleg radija celi dan in čakal, da bo ta komad se zavrtel in potem si hitro stisnil, da ti je snemalo. Izjemno. Ne? Izjemni časi. In potem ti je, ne vem, po pol minuta komada reklo vmes, to ti radio. Si tako res. Kaj te je stav? Tako je včasih bilo. No in tudi ta komad je bil eden takih, to je bila cela borba, če ima kdo to, ima kdo. In jaz sem imel, meni je enkrat ratalo posnet in sem imel na kaseti in sem bil kar taki as. In potem si posojal na okol, da so si presnemavali. Ja, seveda. Pa si računal? Ne, ampak je bilo, ima to. Tako je bilo včasih. Svetovno. Zdaj pa telefon vzameš, nič te, dajmo si privoščiti komad, ki ga je bilo kar težko dobiti z radia dol na kaseto. Zombie in Cranberries, evo. Na 051-220-220 je pisal Robi glede kaset, ko smo se prej pogovarjali. Kaj pravi? Pravi, da oni pa so tako presnemavali kasete, da so postavili en kasetnik zraven drugega in potem si tiho. In so si tako presnemavali. Potem pa so prišli dvojni kasetniki in je bilo lažje in so si sposojali eno drugega in presnemavali komade, ker je včasih lahko bila tudi katastrofa, če si zamešal kasete in prijatelju uničil težko ulovljeni komad. Ja, si mu ga lepo presnel, ne? Ja. Hvala lepa, Robi. Hvala, Robi. Takrat, jaz se spomnim, sem imel tudi tega na eno kaseto samo, radio, ampak sem z radia dol lovil. Ja. Tega pa nismo nikoli, tako da svetovno, Robi. Veš, kako so se znašli. Kvaliteta je bila verjetno bolj tak, ampak dobro. Dovolj, na onih tudi, ne? Ker vsakeč, ko si stisnil, naj snema, je naredilo in tako se je vsaki komad začel. Dajmo muziko. Hvala, Robi. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.